Lep pozdrav vsem skupaj. Slovenska demokratska stranka je danes poslala vsem članom ekonomsko-socialnega sveta predlog novega socialnega in medgeneracijskega dogovora. Naslovili smo ga z naslovom Pogodba za Slovenijo. V tem dogovoru oziroma v izhodiščih za ta dogovor predlagamo, da se takoj po volitvah Ekonomsko-socialni svet posveti pripravam tega dogovora. Ta tekst, ki smo ga mi poslali socialnim partnerjem, pa ne razumejo kot naš prispevek k temu, da do tega dogovora čim prej pride. V tekstu, ki ga boste tudi dobili po tej novinarski konferenci, so izhodišča, ki naj pripomorejo k temu, da do tega dogovora pridemo čim prej. Izhajamo iz prepričanja, da lahko vse tiste ukrepe, ki so potrebni v prihodnjem mandatu v Sloveniji in ki zadevajo praktično vse generacije, vse ljudi, vse državljanke in državljane, uspešno uskladimo in sprejmemo in izpeljemo samo, če bo predtem reafirmiran socialni dialog in pod pogojem, da k temu socialnemu dialogu pritegnemo tudi predstavnike mlade in upokojenske generacije. Rešitve, ki jih bo potrebno sprejeti, so namreč takšne, da bo šlo za prvič ukrepe, ki morajo Slovenijo popeljati iz krize. Ti ukrepi morajo biti pravični in zaradi tega je prej, preden jih sprejemamo, ta socialni, predvsem pa medgeneracijski dialog nujen. Drugič, izhajamo iz tistih pozitivnih izkušenj iz življenja samostojne Slovenije, ki so pokazale, da so pomembne rešitve ali pa rešitve nacionalnega pomena toliko bolj trajne in tudi toliko bolj uspešne, kolikor bolj so usklajene. Zdaj, o tem govori že nastanek Slovenije, ko je bilo možno doseči dogovor o skupnem nastopu na plebiscitu leta 1990. O tem govorijo naše izkušnje iz časov pogajanja za vstop v Evropsko unijo, ko je tudi v Sloveniji prevladalo politično in družbeno soglasje, da je ta vstop koristen in pomemben za našo prihodnost. In nenazadnje o tem govorijo naše izkušnje iz časov, ko je Slovenija prevzemala evropsko valuto. To je bila tudi možnost skleniti poseben socialni sporazum, na podlagi katerega je bila Slovenija prva nova država članica Evropske unije, ki je izpolnila kriterije za prevzem skupne evropske valute. Tudi leta, ki so pred nami, bodo zahtevala odgovore na prav tako pomembne izzive. Vse napovedi iz zadnjih tednov in dni govorijo o tem, da širše evropsko, pa tudi širše okolje razvitega sveta ponovno prihaja v krizne razmere. Se pravi, stanje, iz katerega Slovenija pravzaprav po krizi zadnjih 3 let niti še ni išla. Tukaj so težave v evroobmočju, tukaj so težave oziroma razpoke, ki se v zvezi s tem kažejo znotraj Evropske unije. Slovenija bo toliko bolj pripravljena na te težave, ki prihajajo tudi od zunaj, kolikor bolj bo socialno povezana ter medgeneracijsko, pa tudi politično enotna pri teh izzivih. Dejstvo je tudi, da bo Slovenija, poleg tega, da bo morala reševati svoje težave, nujno morala prispevati tudi k reševanju težav v evroobmočju, v Evropski uniji. Zdaj, s tem imamo določene izkušnje, vendar pa, če želimo biti pri tem uspešni, moramo najprej sposobnost reševanja težav prikazati doma. In prvi korak temu je ravno pogovor, socialni dialog, nekaj, kar mora steči takoj. Mi smo v tem dopisu, ki smo ga danes poslali vsem članom ekonomsko-socialnega sveta, napisali, da mora ta dialog zato, da čim prej uskladimo ta izhodišča za nov socialni in medgeneracijski sporazum, steči takoj po volitvah. In naše pričakovanje je, da to temo, ki smo jo danes odprli,
ali pa nadaljevali, pravzaprav smo jo odprli že prejšnji teden v Mariboru na odprtem socialnem forumu, nadaljujemo praktično že naslednji teden. Nekaj več o izhodiščih pa kolegica Romana Tomc in kolega Žiga Turk. Prosim.